Si predstavljam, kako zafrustrirani so morali biti Mercedesovi inženirji pri razvoju razreda C, odkar je bil splovljen nov in res vrhunski razred S. Ves ta prestiž, zdaj pa morajo narediti nekaj, kar je slabše. No, pogrnili so na celi črti. Še dobro, ker smo s tem mi na boljšem. Po večjem bratu se C zgleduje v bistvu povsod. Še najbolj pa tule. Poglejte to. Lepo, ne? Ampak na račun te krasne notranjosti zna pri večjih voznikih trpeti desno koleno, ker je srednji del armaturne plošče tako širok, in pa desna roka. Nimate je kam dati, ves čas nehote pritiskate po teh stikalih in po tej ploščici, ki je sicer narejena tako, da prime samo na potege enega ali pa dveh prstov. No, roke morajo biti na volanu. Občutek prestiža se je tukaj zelo očitno preselil tudi v vstopne luksuzne limuzine. Vmesnik komand je lep in logičen, ima pa nekatere neumne rešitve, kot je recimo ta, da ne moreš prav na hitro zamenjati radijske postaje. Pa še malce neodzivanje s to ploščico. Dve-litrski turbodizelski motor 150 kW moči, lepše se sliši z 204 vranci in s pogonom na vsa 4 kolesa 4MATIC, lepo vleče. Več ne potrebujete, ampak 4-valjni motor kar nekako ne sovpada s prestižnostjo avtomobila. Za uho zna biti surov in pri dobrih 7 litrih povprečno zelen. Podobno je z vožnjo. Drži se ceste, dobro se drži, ampak zadeva tehta 1550 kg in to se čuti. Po občutku ni tako okreten kot recimo bavarska trojka, krmiljenje je tudi malce bolj otopelo. Enako velja za 7-stopenjski samodejni menjalnik, ta je dober, ni pa presežen. Ampak Mercedesove vrline so bile vedno nekje drugje. Tu in tu. Tako boste vsaj vedeli, zakaj ste plačali 57 000 evrov.